Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za četrtek sklical novinarsko konferenco, na kateri je komentiral zaključke tretje redne seje občinskega sveta občine Slovenska Bistrica in nekatere druge aktualne teme. Med drugim je predstavil letošnji občinski proračun, ki so ga svetniki sprejeli soglasno. Govori se o tem, da je proračun po moji oceni v danih okoliščinah, ki jih v veliki meri narekujejo tudi aktualne razmere. Govorim seveda o povečanju stroškov, zaradi povečanja stroškov dela, zaradi energetsko-finančne krize. Vseeno pripravljen na način, da omogoča tudi peljanje določenega dela razvojnih projektov. Saj nekaj teh projektov imamo tudi financirani iz drugih virov. Sicer pa je prihodkov približno 35,7 milijona, odhodkov 36,5 milijona. Letos nismo predvideli tudi nobene zadolžitve. Razlika se pokriva potem z prenosi iz lanskega leta. Zdaj na tem proračunu bomo mi seveda lahko na nek način peljali tekoče financiranje. Čeprav jaz upam, da se ne bojo še kakšna presenečenja zgodila čez leto. Če ste pogledali postavke, na nekaterih segmentih, kot je predšolska vzgoja, imamo kar precejšnja povečanja in ravno zaradi vseh teh stvari, o katerih sem govoril, torej v bistvu zaradi cene dela in pa energetsko in finančnih elementov. Mi smo zaradi tega, da smo lahko seveda zaprli ta proračun, morali nekatera področja nekoliko zmanjšati, predvsem kar se tiče komunalnega področja. To je pa tisto, kar se potem pokaže v realnosti, zato ker tekoče zadeve in plače, to je treba pač pokriti, zakonske obveznosti je treba dejansko pokriti, potem pač gre to na račun seveda tistega dela, kjer so sicer seveda tudi obveznosti, vendar pač drugje ni mogoče imati, govorim se o tem, predvsem tem komunalnem delu. Zdaj, glede na seveda vse te dvige plače in vse te povečane stroške, tudi preko združenj poteka zahteva po povečanju povprečnine. Mi smo, ali pa združenje oziroma občine so dosegle torej to povprečnino 700 evrov v lanskem letu, vendar treba vedeti, da ta povprečnina že takrat ni v celoti pokrila vseh stroškov, ki so bila zračunana iz strani občine. Zdaj tu imamo mi vedno nekaj razkorak med našimi izračuni in državnimi izračuni, lahko ugibate, kateri so višji, kateri so pa nižji. No, ampak je pač, kot je vedno primer v pogajanjih, takrat bil sprejet nek kompromis in tako kompromis je dejansko pomenil teh 700 evrov. Je pa res, da je v tem kompromisu še en element, ki v bistvu pomeni za naslednje leto, za letošnje leto, pravzaprav zmanjšanje povprečnine iz naslova posebnega financiranja na področju investicij. Zato, ker je v letošnjem letu to financiranje na 8%, v naslednjem letu se je zmanjšalo za 2%, tako kot je zakonska dikcija na 6%. Kar pomeni, da je v bistvu, če ne bo nekega dviga povprečnine, dejansko povprečnina za naslednje leto celo nižja. No, ampak potem so se zgodile nekatere druge stvari še, kot je dvig plač na segmentu predšolske vzgoje in te stvari več niso bile vključene v tisti del. In vse ostala, recimo povišanja stroškov, jih ni mogoče več pokriti z tem dvigom povprečnine. Skratka, ta dvig povprečnine je pravzaprav že vse, kar se je dogajalo do novega leta, recimo bil v celoti izničen. Tako da je to treba pač imeti v vidu. Zdaj zaenkrat
po mojem vedenju vlada ni naklonjena nekakšnemu koli dvigu povprečnine. Jaz upam, no, da bo argumenti v prihodnje tisti, ki bodo prepričali, ne, odgovorne, da pač, če se seveda stroški pojavijo, jaz seveda nimam nikakršnih težav, jaz razumem seveda, da je treba ljudi, da to mora imeti ustrezne dohodke, ne, ampak seveda, če se to prizna, potem je treba na drugi strani tudi zagotoviti sredstva, ne. Zdaj mi smo potem, kar ostalega dela tiče, zagotovili sredstva za investicije, ki potekajo, ne, teh največje, ne, zdaj 3 so recimo še v tem trenutku največje, ne, mi končujemo ta center, plezalni center, ne, potem smo pričeli, kot ste lahko videli, z investicijo v zdravstveni dom v povezavi z tem zelenim parkiriščem, ne, to je druga večja investicija in pa seveda nadaljevanje kanalizacije na Zgornji Poskavi. Bomo pa podobno, kot smo vsako leto, ne, peljali tudi še manjše investicije, tako na mesto Slovenska Bistrica, kot tudi po krajevnih skupnosti, ne, pretežno na tem komunalno-cestnem področju. Res je pa, da bo verjetno, ne, v primerjavi z prejšnjim obdobjem nekoliko ta program okrnjen. Govori pa seveda točno o tem, ne, da kar ves čas opozarjamo, ne, pri vseh teh pogajanjih o povprečnini, ki se pač vlečejo vsa ta leta, ne, da se seveda ta manjko sredstva, ne, ali pa premalo sredstva dejansko potem pozna na tistem segmentu, kjer pač je na prvi pogled najlažje zmanjšati sredstva, ne, recimo na vzdrževanju cest in tega, ne, in seveda se to potem kasneje pozna na zmanjšanju nivoja vzdrževanja, ne, in posledično na dolgi rok prinaša pač posledice, ne. To je pač dejstvo, ne. Občinski svet je na 3. redni seji dodatno obravnaval 3 aktualne teme. Prva stvar je vezana na zakonodajo na področju priseljevanja tujcev, ne. Druga stvar je povezana z napovedmi o reorganizaciji upravnih enot oziroma mi ocenjujemo, da je pravzaprav za ukinjanje upravnih enot, ne. In pa tretja stvar, ki je povezana z ne glede na opozorila nadaljevanje aktivnosti na področju teh vetrnih elektrarn, ne. Zdaj, kar zadeva te zakonodaje na področju v tujci, smo mi pravzaprav sklepe, ki jih je že v prejšnjem mandatu enkrat sprejel občinski svet in katerih posledica je bila ta, ne, da so se tudi nekatere stvari na državni ravni prispevane zakonodaje vseeno upoštevale, ne, ponovno obnovili, ne. Tudi tu je bilo strinjanje pravzaprav soglasno. Gre pa predvsem za to, da zdaj se, da mi razumemo, da gospodarstvo rabi delovno silo, ne, tu tem ni dileme, ne, in kar se samega tega segmenta tiče, se tudi lahko strinjam s tem, da bi bilo potrebno seveda postopke pač poenostaviti, koliko se da, ne. Vendar je treba ločiti seveda to od tega drugega dela, ne, ki je povezano v bistvu na nek način z integracijo tujcev, ne. Zdaj bistvene zadevi sta na tem področju pa dve, ne. Prvo je znanje slovenskega jezika, ne, mi pač z temi našimi sklepi vztrajamo, ne, da je potrebno zagotoviti pogoje za to, da ko gredo pač otroci v šolo, ne, da se zagotovi znanje slovenskega jezika, ne. Saj nenazadnje so to, ali pa to so eni izmed svetnikov, ki imajo izkušnje s tem, točno zelo plastično povedal, kakšne so posledice tega, ne, kar že ves čas razlagam, ne. Gre za to, ne, da pravzaprav se s tem škoda, če ni znanja, ne, škoda dela vsem, ki pri pouku sodelujejo, ne. Tako tujcem, ne, ker pač, če ti ne razumeš jezika, ne, potem ne moreš po nobenem pogojem slediti pouku, ne, to je popolnoma logično, ne. Po drugi strani pa seveda to posledično vpliva tudi na dodatno obremenitev tako učitelja, ne, kot tudi hendikep pri tistih, ki jezik pač znajo, ne. In gre samo za to, ne, da bi bilo potrebno zagotoviti, ne, da pač, ko pridejo učenci v šolo, imajo neko osnovno znanje jezika že osvojeno, ne. Zdaj, kar se tiče ukinjanja upravnih enot, ne, no, zdaj pa zakaj je to šlo na izredno sejo, ne, zato ker ta sprejema zakonodaje poteka po
ne, po hitrem, lahko bi rekli skoraj ekspresnem postopku. Ne. In mi smo pač tem opozorili in moram pa reči, ne, da to ni, da vse te pripombe niso samo strani naše občine, ampak so vse po mojem vedenju strani vseh občin, v kateri se s to problematiko srečujejo. Ne gre pa samo za šolstvo, ne gre tudi nenazadnje za področje zdravstva, pa še za kaj. Ne. In težave, ki so tam prisotne, ne, zaradi neznanja. Zdaj, druga stvar, torej, kar se tiče ukinjanja upravnih enot, zdaj te informacije o reorganizaciji upravnih enot so se razširile, ne, obstajajo tudi neka določena gradiva, ki so bila pripravljena, ne, po teh gradivih bi se naj število upravnih enot z teh, ne vem, 56, koliko jih je zdaj, zmanjšalo na 12, ne. Tudi z informacijami, da se bi naj svet selilo tja, recimo, izvajanje postopkov, kaj sem pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, ne. Pa še kakih drugih, ne. Zdaj tudi tu je bilo stališče občinskega sveta enotno, ne. Gre za nesprejemljivo odločitev, ker to bistveno poslabša, ne, potem kvaliteto storitev. Zdaj mi iz tega naslova imamo izkušnje, ne, negativne, ne. Zdaj, če se spomnite, ta reorganizacija, pa neka optimizacija je že bila narejena na več segmentih, ne, tako na primeru Centra za socialno delo, ne, ker so bili v tem smislu centralizirani, ampak mogoče še tam na vsebinskem delu ni toliko posledic glede prej, pa tudi, ne, če mene vprašate, ne, zato ker če je pač tudi en tisti upravni del preseljen, ne, na center, pomeni izgubo za ta naše okolje, v vsakem primeru, ne. Zdaj pri recimo ukinjanju oziroma reorganizaciji izpostav davčne uprave, ne, pa vemo, kako je stvar potekala, ne. Najprej je bila izpostava premaknjena v Maribor, ne, pa je potem še vedno to bila pisarna, ne, vse vloge je bilo mogoče tu dati, ne, ampak v času covida, ne, je ta pisarna potem ugasnila in do zdaj še ni bila nazaj aktivirana, ne. Moram pa reči to, ne, da ko smo mi se odločali za obnovo objekta, ne, za potrebe upravne enote, ne, in ko so se ti dokumenti potrebovali na občinskem svetu, smo dobili zagotovila iz strani visokih državnih uradnikov, tako rekel, ne, da bodo vrnili tudi izpostavo davčne uprave nazaj, ne. Zdaj, glede na to, kar se napoveduje na področju upravnih enot, jaz nisem glih optimist, no, ampak pustimo se preseneti. V vsakem primeru se je bilo pa potrebno to nujno odzvati, ne, zato ker neki postopki, procesi potekajo, uradnih informacij nimamo, ne, in je pomembno, ne, da se pač takoj, ko do teh informacij se pride, se odzove, da potem se mogoče le koga prepriča, ne, pa spremenijo svojo odločitev. In tudi v tem primeru gre za praktično enotno stališče občin, vse tisti, ki imajo sedeže upravnih enot. Jaz mislim pa, da to velja tudi za ostale občine, ne, ker če bo tu padel nivo upravnih enot, potem je za pričakovati, da bojo tudi te pisarne, ne, ki so še krajevni uradi, ki so še po ostalih občinah, da lahko tudi, ne verjamem, da bojo pač ohranjeni, no. To je naslednji problem, govorimo se o teh manjših občinah, tudi naše soseščine. Zdaj, tretja točka je pa ta projekt vetrnih elektrarn, ne, zdaj to je tudi tematika, ki smo jo že mi v prejšnjem mandatu enkrat obravnavali, ne. Zdaj, vse to so dileme, ne, na eni strani vetrne elektrarne, vetrna energija, neko obnovljivi vir, ne, v smislu zelene energije, kar tako je temu nemogoče sicer nasprotovati, ne, ampak seveda po drugi strani gre pa za umeščanje v prostor, ne. In način, kot zdaj poteka, je za nas v bistvu nesprejemljiv, ne. Mi smo že v prejšnjem mandatu zahtevali, ne, glede na velikost
teh vetrnih elektrarn, da se v skladu z zakonom umeščanje pelje preko torej državnega prostorskega načrta. Podobno kot nekateri ti projekti po Sloveniji tudi tečejo. Zdaj zaenkrat iz strani ministrstva države ni bilo pozitivnega odziva, še več, teče postopek integralnega pridobivanja gradbenega dovoljenja. To je neka novost, ki je bila v prejšnjem mandatu sprejeta v smislu pospešitve postopkov. Zdaj s tem, sicer kar se v samih postopkov tiče, je lahko dobrodošlo, če birokratske ovire odpravljamo, vendar ne sme iti na račun same odločitve. In za tak projekt se mi pričakujemo in je popolno logično, da so v to res vključeni vsi akterji, ki jih taka stvar zadeva. Zdaj zgodilo se pa celo to, da smo mi 2 dni nazaj, dobri strani upravne enote, pač informacijo oziroma o tem, da je vloženo poenostavljeno povedana razlastitev občine v smislu pridobitve služnostnih pravic. Zato, ker ti privatni investitorji so na nas naslovili vlogo za izdajo služnosti in seveda glede na to, da smo imeli sklepe, kot so bili takrat sprejeti na občinskem svetu, teh služnosti seveda nismo dali. In tudi dokler ne bo postopek DPN-ja končan, ni mogoče od občine pravzaprav pričakovati. Jaz pričakujem, da so najprej stvari umeščene v prostor, da se to sploh tam bo, na kak način bo, če bo, potem šele pridejo služnosti. Ampak očitno postopek teče mimo, teče tako celo na ministrstvu, tudi mimo upravne enote, predvsem pa mimo nas. In zato smo tudi te sklepe so bili sprejeti in so bili tudi soglasno sprejeti. Zdaj tudi tu je seveda ta dilema, na eni strani zelena energija, na drugi strani pač degradacija prostora, ampak prav je, da se o tem izjasni in strokovna javnost in nazadnje tudi vsi, ki živijo na tem območju. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici so minuli četrtek odprli razstavo z naslovom Zgodbe iz grajskih soban. Razstavo so pod mentorstvom doktorice Tine Košak in doktorice Polone Vidmar pripravili študenti dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov umetnostne zgodovine, medkulturne germanistike in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesorji oddelka za umetnostno zgodovino na isti fakulteti, raziskovalci Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta in kustosinji Pokrajinskega muzeja Maribor. Predstavljene so usode in poti opreme 22 gradov iz vzhodne Slovenije ter spremembe namembnosti grajskih stavb, zlasti po razpadu Habsburške monarhije. Razstava bo odprta do 20. maja. Turistično društvo Breza Pragersko-Gaj je pretekli konec tedna pripravilo 5. mednarodno razstavo cvetja, ki ne uvene. Na dvodnevni razstavi v telovadnici Osnovne šole Pragersko so sodelovali razstavljavci iz Slovenije in iz Hrvaške. Zakaj cvetje, ki ne uvene? Pretežno je to cvetje izdelano iz krep papirja, pa tudi iz drugih materialov, iz najlona, iz skvačkano cvetje, iz ličja. Skratka, veliko je danes tega videti tukaj. Zakaj pa mednarodna? Zato, ker danes so z nami gostje iz Hrvaške in 2 skupini, sicer iz Nedelišča in pa iz Madžareva, tako da oni gostujejo zdaj pri nas, mi pa jim bomo obisk vrnili. No, letos na tej razstavi razstavlja preko 80 razstavljavcev iz velikega dela Slovenije. Najdlje so nas obiskali iz italijansko-slovenske meje, iz kraja Repentabor, zajeto je Prekmurje, Dolenjska, vse tudi do Ljubljane, kraj, tako da je resnično veliko cvetja. In namen naše razstave je pravzaprav v tem, da pokažemo
da ta naša bogata kulturna dediščina med nami še živi. Nismo pa ostali samo pri ohranjanju dediščine. Ohranili smo način izdelovanja, ker ta oblikovanje papirja recimo se ne spreminja veliko. Spreminja se, nadgradili smo ga pa z različnimi kombinacijami cvetja, z različnimi aranžmaji, z različno podobo navzven in moram reči, če so včasih je cvetje spremljalo, predvsem papirnato cvetje ljudi od rojstva do smrti in so prevladovali nageljčki in vrtnice. Danes v naši telovadnici cvetijo skoraj vse cvetlice, ki jih poznamo. Ne samo vrtne, ampak tudi lončnice, tudi kakšne posebne cvetlice. Skratka, veliko je videti in zelo lepi izdelki. Ugotavljamo, da se razstavljavci in razstavljavke izredno trudijo in da vsako leto pripravijo kaj novega, tako da prav skrbijo čez leto, da se spomnijo, s čim se bodo tu predstavili. In smo zelo veseli, tako da bomo vztrajali in to našo razstavo, ki jo pripravljamo vsako leto 14 dni pred veliko nočjo, ohranili še naprej in jo tudi obdržali. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek gostili multimedijsko projekcijo Andreja Vojeta Pod morjem okoli sveta. Podvodni fotograf in snemalec Andrej Voje ima za seboj več kot 1300 potopov v vseh oceanih in morjih 6 kontinentov. Razstavlja doma in v tujini, za podvodno fotografijo je prejel tudi številne mednarodne nagrade. Na predstavitvi v bistriški knjižnici je uvodoma povedal, kakšni so bili začetki njegovega podvodnega fotografiranja in snemanja. Meni potapljanje predstavlja način za dosego cilja, to pa je pod vodo fotografirati oziroma snemati. Pred davnimi 30 leti sem si jaz pač zaželel, pa se mi je zdelo, da je to zelo fajn, če bi jaz lahko pod vodo fotografiral, da pa lahko pod vodo fotografiram, moram pa ostati dalj časa, da imam časa. No in tako se je v bistvu ta pot začela. Jaz sem potem po pol leta naredil potapljaški izpit tukaj v Fesi in od tukaj naprej se je spet nadaljevala na zelo nenavaden način. Jaz sem se namreč 14 dni po izpitu, še zelo neizkušen, znašel že tukaj na Maldivih. Skratka, sredi Indijskega oceana. No, tukaj sem se pa zdaj že potapljal. Nabiral izkušnje, tudi fotografiral. No, sicer je pa mene pot največkrat zanesla tukaj na Rdeče morje. V egiptovskem delu Rdečega morja sem bil 13-krat. Potem sem bil v Jordani, pa v Izraelu, v tem Akabskem zalivu v Rdečem morju. Potem v Sudanu, to je južni del Rdečega morja. Potem v Afriki sem se potapljal v Džibutiju, v Keniji, na Sejšelih, tudi na Maldive sem se potem še vrnil. Pa na Tajsko sem se še na 2-krat vrnil, potem potapljal sem se na Filipinih, v Maleziji, 2-krat sem bil v Indoneziji. Potem so to te tihomorske žepne državice, Palau, Mikronezija. Največkrat zvemo za njih takrat, ko so otvoritve olimpijskih iger in en zastavonoša, in en delegat, in en športnik in vse. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je minuli petek potekal tradicionalni turnir v malem nogometu, ki ga je organizirala Športna zveza Slovenska Bistrica v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica. Na turnirju je sodelovalo 6 ekip. Zmagala je ekipa vojašnice Vincenca Repnika, ki je v finalu po streljanju kazenskih strelov premagala moštvo novinarjev. Redni del tekme se je končal z rezultatom 1:1. Glede organizacije res lahko izrečem same pohvale. Mi smo vsakeč, ko se ta turnir zgodi, smo povabljeni, z veseljem se ga udeležimo. In res organizatorju vse pohvale, ker je glede na to, da tudi nova dvorana, smo zelo veseli, ker je res prijetno bilo odigrati, tudi dosti gledalcev se je zbralo proti koncu, kar je bilo zelo lepo videti. Glede naše zmage,
Pa lahko rečem, da smo ponosni, da smo zmagali. Ni nam bilo to prvotnega pomena. Prvotni pomen nam je bilo, da je igra poštena, borbena, pa da se družimo, ne. Tak je tudi namen tega turnirja. Smo pa seveda zelo veseli in tudi vsem ekipam se zahvaljujem za pošteno, borbeno pa korektno igro. Tretje mesto na turnirju je osvojil poslovni klub. Četrta je bila občina Slovenska Bistrica, peto mesto so zasedli športni delavci, šesto pa policija. Organizatorji po zaključku turnirja niso skrivali zadovoljstva. Ta turnir je uspel, moram reči, da sem zadovoljen, da smo po COVID situacijah ponovno prišli do tega, da lahko ta turnir, ki je nekje v mesecu, ko občina praznuje svoj občinski praznik, tudi začeno. Tukaj so bile vse ekipe, ki iz gospodarstva, iz družbenih dejavnosti, iz medijev, športa in to me veseli. Na koncu koncev je športno delo tukaj in pa seveda tudi druženje. To je zelo pomembna zadeva, da ob športu imamo tudi druženje, na nek način se spoznavamo in pa lažje rešujemo vse stvari, ki se dogajajo. Tradicionalni turnir že od začetka podpira tudi občina Slovenska Bistrica. So priznanje vsem, ki so se res udeležili, ker smo zdaj to prekinitev spet prekinili, ne? Tako da se spet dogajanje tudi tem delu športa seli. Na polje športa, drugače pa seveda na eni strani je to športni dogodek sigurno, ne? Na drugi strani pa je tudi za eno druženje, ne? Za tudi to, da se zmenjamo kakšna mnenja, izkušnje, pa jaz upam, no, da je tudi malo promocije za šport, ne? In da bo tudi mogoče zaradi tega dogodka še kdo raje prišel v dvorano, ne? Na nek način pa gre tudi za to, da se je tudi skozi ta praznik recimo dvorana še enkrat krstila, če lahko temu tako rečem, in je dokazala, no, da imamo pravzaprav novo športno dvorano tu v Slovenski Bistrici, če smo čisto iskreni, in da je prav, da je vsa ta športna dvorana v pogonu namenjena temu, čemu je namenjena. Organizatorji so letos v sodelovanju s Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica poskrbeli, da je bil turnir tudi dobrodelnega značaja. Zbrana sredstva bodo namreč namenili športniku iz socialno ogrožene družine. Nogometaši KTMI Impola Bistrice so preteklo soboto odigrali tekmo 22. kroga druge slovenske lige. V športnem parku v Slovenski Bistrici so premagali Ilirijo s kar 4-0. Bistriški nogometaši, ki so bili skozi celotno tekmo boljši nasprotnik, so povedli v 26. minuti. Nino Kukovec je izkoristil podajo z desne strani in z glavo zadel levi spodnji kot ljubljanskih vrat. V 41. minuti je odlično podajo Žige Pesjaka izkoristil Enej Kapun in postavil izid prvega polčasa. Kukovec je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel v 50. minuti, ko je po podaji Roka Rozmana iz obrata zadel levi spodnji kot gostujočega vratarja. Četrti gol za Bistričane je v 71. minuti prispeval Jaša Martinčič. Krilni napadalec je izkoristil podajo Aneja Kuliša in z volejem zadel levi zgornji kot vratarja Aljaža Božiča. Nogometaši KTMI Impola Bistrice so po nepopolnem 22. krogu prvenstva s 25 točkami na 11. mestu. Kegljačice Impola bodo tudi letos igrale v evropskem tekmovanju. Minulo soboto so v zadnjem krogu prve slovenske lige gostile ekipo Celja. Celjanke so zmagale 7-1, čeprav je bila razlika v skupno podrtih kegljih le 43. Kljub porazu so Bistričanke prvenstvo končale na odličnem 4. mestu in si tudi letos zagotovile nastop v evropskem pokalu.